Ne smem reči lepo pozdravljeni v novi epizodi, ker imam zraven sebe radijskega voditelja, ki je rekel, da bom ravno tako začela, ampak vas samo lepo pozdravljam. Sandi Hrovat je danes z mano. Vas lahko lepo prosim, da se predstavite tako, kot želite biti predstavljeni? V bistvu je zelo zanimivo sebe predstavljati, kot da predstavljaš sebe v tretji osebi, ne? Ampak če že, kako bi se opisal? Sandi Hrovat je pač deček iz Goričkega, iz Prekmurja, ki ima rad naravo, rad ima barve, rad fotografira, ampak je pa tudi novinar, samostojni podjetnik, predsednik Romskega akademskega kluba. Pač veliko teh nazivov je, ampak če povzamem, je pač samo nekdo, ki rad živi življenje. Najlepša hvala. In če bi to bilo leto 2023 ali pa leto 2020, bi se v zvezi s temi stočnicami imela zelo, zelo veliko za pogovarjati. Danes pa konec 2025, na začetku 2026, je pa na žalost ena od prvih misli, ki nam pridejo na pamet, ko nekdo reče, da je pripadnik romske etične skupnosti. To bo pa zdaj treba nekaj resno spremeniti. Oziroma? Pa bi se res moralo kaj resno spremeniti. Jaz mislim, da bi se najprej morali ustaviti, zadihati za kakšno sekundo in dve in ne takoj na prvo žogo odreagirati, ker nobena dobra sprememba se ne zgodi čez noč, za vse je potrebno čas. Kje ste danes pri javnem nastopanju ekstra previdni? Ali pa kje so danes zaradi okoliščin, v katerih trenutno smo, omejitve, ki jih mogoče še kakšno leto nazaj ni bilo? V bistvu ne vem, če sem toliko sploh kaj posebej previden pri javnem nastopanju, morda tudi zaradi tega, ker že več kot 15 let tudi delam kot novinar, pa sem morda že malce zverziran pri uporabi določenih besed ali pa terminov. In tudi, ker že 20 let delam na področju romske skupnosti, sem se že naučil že pred leti uporabljati pravo terminologijo, ne glede na to, ali javno nastopam ali ne, ampak se pa vedno trudim, da vedno govorim iz sebe, res tisto, kar sem sam videl, slišal, zato ker resnica res na nek način osvobaja, ne? In če jaz hodim po Sloveniji in predavam, izvajam različne delavnice ali pa seminarje, mislim, da tisto, kar sam doživim na terenu, da praksa je res tisti pravi pokazatelj resničnega življenja Romov, da ni vse tako enolično in posplošeno, kot se pač to dogaja v zadnjem letu, žal. A lahko potem tukaj začneva? Kakšno je resnično ali pa pravo življenje Romov v Sloveniji? Vsi odtenki sive. Če bi moral nekako res potegniti neko skupno črto, bi jaz rekel, glede na to, da sicer v Sloveniji živi več različnih skupin romskih skupnosti. Ne govorimo samo o eni romski skupnosti, ker vsaka se je preselila na območje Slovenije iz različnih držav, pripada različni skupini, govori drugačno narečje romskega jezika. Zato ima tudi vsaka skupina Romov svoje vrednote, svoje načela, svoje navade, tradicijo, kulturo, tudi vraževerje. In zato je tudi način življenja drugačen. Ampak tako nekako, če posplošiva danes, bi jaz vseeno si upal trditi, da je življenje Romov zelo bogato, pestro, barvito, kulturno, predvsem pa srčno, ker jaz vsa ta leta, ko sem delal z Romi, še vedno živim tudi v naselju, kjer živimo Romi. Meni je to eden najlepših krajev za živeti. Jaz si niti ne predstavljam, da bi jaz zamenjal domače naselje za življenje v mestu, ker tam se res počutiš domače in kamorkoli pridemo, katerokoli naselje, kjer živijo Romi po Sloveniji, se vedno počutim zelo domače sprejetega, zelo veliko čutečih ljudi, nikoli nobenega strahu za čuda, pa tudi če ljudi srečam prvič. Zdaj, vi prihajate iz Prekmurja in tako že kar malo pregovorno je tudi med, rečemo, laično javnostjo, da so Romi v Prekmurju drugačni. Iz vidika tega, kar ste ravnokar povedali, da poznate tudi druge skupine Romov po Sloveniji, da prihajate z njimi v stik, a je to res? A ste prekmurski Romi drugačni?
Jaz si ne Čem? bi upal trditi, da smo kot Romi, kot romska skupnost drugačni, ne razen od tistih zadev, ki pač nas nekako identificirajo tudi kot romsko skupnost, ampak kot ljudje, kot Romi, nismo nič drugačni od ostalih. Razlika je vedno ta, ko se primerja ta Prekmurje-Dolenjska naveza. V Prekmurju je morda bilo več priložnosti in možnosti tudi za Rome. Že pred leti, pred desetletji govorimo. Jaz na predavanjih vedno dam z veseljem primer moje babice, pokojne babice, ko je ona bila stara 14-15 let, je ona tudi s svojim očetom hodila k kmetom delati. In s tem, ko je ona hodila k kmetom delati, pomagati delati na njive, je šla iz naselja, torej se je družila tudi z neromsko populacijo, ustvarjala stike, sobivala z njimi. Potem kasneje, ko so se bolj odprle tudi meje recimo z Avstrijo, kjer dela tudi veliko Romov, tudi veliko neromov dela v sosednji Avstriji, se je potem dejansko zgodil tisti večji premik, ker ti enkrat, ko zapustiš naselje, odideš sploh v tujo državo, začneš prevzemati nevede nove norme, novo tradicijo, novo kulturo, nov način življenja, razmišljanja in potem to preneseš nazaj v svoje domače naselje in sprememba pride iz naselja. Ampak tudi za to je bil potreben čas. Bomo rekli 50-60 let, da danes lahko govorimo bolj o urejenem položaju Romov v Prekmurju kot recimo na Dolenjskem. Na Dolenjskem pa tudi nasploh za večinsko prebivalstvo ni toliko priložnosti, tudi ko govorimo o zaposlovanju, ne? Zato bo tam morda potrebno več časa za to. Je zaposlovanje eden od ključnih elementov, ali pa kam bi postavili recimo zaposlovanje na lestvici ob primerjavi s šolstvom, z izobraževanjem, osnovnošolskim, srednješolskim? Odvisno, za katero leto bi govorili in za katero generacijo. Če govorimo za danes, bi govorili seveda predvsem za mlade odrasle, da je področje zaposlovanja najbolj pomembno. Če bi za to isto generacijo govorili 10 let nazaj, bi zagotovo bilo področje izobraževanja. Jaz mislim, da samo na eno področje se ne moremo fokusirati v enem danem trenutku. Vedno je potrebno pogledati celoten niz, od izobraževanja do zaposlovanja. In če bi si res želeli nekih konkretnejših premikov v neko boljšo smer, za boljšo prihodnost, ko govorimo o položaju romske skupnosti, jaz mislim, da bi tukaj bila potrebna ena celovita prenova ne samega sistema, ampak mogoče namenske porabe denarja vseh teh programov in projektov, ki bi zaobjemali res najprej sploh prepoznavanje potencialov v romski skupnosti in omogočiti, da dokončajo izobraževanje, da se po izobraževanju zaposlijo, ker ko bodo Romi enkrat postali zaposljiva delovna sila, ne samo, da bojo s tem predstavljali res dober primer družini, naselju, skupnosti, ampak tudi širšemu prebivalstvu, ne? Ker dokler je pa človek, bova rekla v navednicah, zaprt v nekem na videz segregiranem naselju, vsega tega pač ne more doseči, ne? K namenski porabi javnih sredstev se bova še vrnila. Toliko zelo veliko se bere v medijih, da to je rak rana, in da imamo tukaj kot družba oziroma tudi politika ogromno še za narediti, ampak vendarle, a ne. Omenili ste, da bi bil eden od ciljev tudi, da se romskim mladim ljudem omogoči ali pa otrokom omogoči, da dokončajo izobraževanje. Kakšne posebna sredstva bi bilo potrebno nameniti, pa niti ne finančna, tudi kakšna druga temu, da dokončajo izobraževanje? Zakaj je to težje, kot denimo pri neromski populaciji, ker je samo po sebi umevno, da bomo dokončali recimo osnovno šolo? Ampak na koncu dneva je spet vse povezano z denarjem. Tudi katerokoli storitev oziroma priložnost, možnost bi spet na novo morali nuditi posameznikom, to mora nekdo spet izvajati, ki mora biti spet od nekje financirano. Jaz sem sicer mnenja in tudi pač se zavedam, da trenutno v Sloveniji, pa tudi če pogledava za zadnjih 10 let, je v Sloveniji steklo in poteka res ogromno različnih programov in projektov za romsko skupnost, ampak po vseh teh letih pa še vedno pogrešam program, ki bi bil namenjen predvsem mladim staršem. V tem trenutku bi tovrsten program bil več kot dobrodošel, ker so sedaj mladi starši tisti, ki vzgajajo naslednjo generacijo Romov, ki bodo lahko naredili res prve vidnejše spremembe.
Za nazaj popravljati stvari ne moremo. Lahko pa danes, kar lahko naredimo, je, da prepoznamo vzorce, napake, in poiščemo rešitev, ko dejansko enkrat to prepoznamo, tudi vzroke za posledice, katerim smo danes priča. Ponavadi se v Sloveniji, ko se pač nekaj hudega zgodi, kakšen hujši primer, začnemo gasiti dim, bom rekel, ampak treba je pokasiti ogenj, ki pa se je zanetil že morda 10, 15, 20 let prej, ne. Ampak kot smo v zadnjem letu videli, tudi neke bliskovite reakcije ali pa sprejemanje zakonov čez noč, dobesedno, jaz se bojim, da nekih dolgoročnih učinkov žal ne bomo videli iz tega. Če bi imeli zdajle to možnost in bi vi oblikovali nek program za mlade romske starše, kaj bi ta program vključeval? Kako bi izgledal? Jaz se zelo sicer rad pošalim na svojih predavanjih, ampak je tudi zelo veliko resnice v tej šali. Jaz pogrešam res en krovni ali organ ali program, ki bi vključeval vse spodaj naštete programe, ker sem tudi ugotovil, da tudi recimo ministrstva, vladne službe med seboj ne komunicirajo toliko, kolikor bi si pač tudi mi želeli, in se včasih na terenu, ko se izvaja več programov ali projektov hkrati s podobnimi vsebinami tudi kdaj, da zaradi nekoordinacije, nesodelovanja institucij, potem recimo v nekem naselju, da damo čisto en laičen primer, je eno naselje, kjer živijo Romi, in potem na isti dan ob isti uri recimo delujeta dve popolnoma različni organizaciji s podobnimi aktivnostmi. To je popolnoma nesmiselno. Namesto da bi se že predhodno vrhovne organizacije ali pa financerji, to so ponavadi ministrstva, med seboj uskladile, kdo bo kaj delal, kdaj bo delal, za koga bo namenjeno, da bi potem dejansko celostno pokrili vso situacijo oziroma vse generacije, od otrok, mladih staršev, starejših, ker če pa vsak program dela izključno samo za eno ciljno skupino, to so ponavadi otroci in mladi, kar ni nič narobe s tem, ampak bi bilo lažje, če bi res potem vsako ministrstvo delalo na svojem področju, ker najlažje je, ne vem, razpisati neki javni razpis, kamor se prijavijo izvajalci s programom in potem bomo delali tisto, kar je najlažje, ne. Ampak vseeno jaz bi si želel imeti nek krovni program, ki bi res koordiniral in spremljal vse že obstoječe programe, da bi se res pokrila vsa področja, tudi glede ciljnih skupin. Otroci, mladi starši, starejši. Ker to so dejansko vse te skupine, ki še živijo v naselju tudi skupaj, morda tudi v isti hiši in lahko dejansko sodelujejo med seboj in si ena drugi pomagajo.